Pa ko si vedno tako na kakšnih teh dogodkih, pa tako, kaj ga spoznajo, pa si mislijo, kaj ti tudi kaj delaš tako v medijih, pa to, in on je tako, ne. In tako, kaj pa delaš strojvodja. In je fulover. Hej, ob skodelici kave bom tudi v drugi sezoni Metropolitan podcasta gostila znane obraze in odkrivala njihove zgodbe. Z vami sem Živa Aužner. Hej, Melanie. Hej. Ful sem vesela, da si tukaj danes z mano. Enako. Naj povem, da se tako smejima, zato ker sem v bistvu pol podcasta že naredila. Skoraj, bi to vse še že snemal, pa bi krkal. Pa bi lahko začela. Sploh ne bi rabila uvoda. Ja, dejansko. Za začetek zelo rada vprašam svoje goste, kaj se jim je danes kaj lepega pripetilo. Že sem prvo razmišljala, ker sem bila dosti to vprašala, kaj mi da vprašaš. In zdaj na zadnje je bilo najboljš danes jutri, zdaj prej sem prišla sem parking iz prve našla. Kar vemo, da je v centru Ljubljane tako. To je pa wow. Ja, tako da to je bilo super, pa nasplošno, imela sem tako počasno jutro, to vam rada, kar je smešen glede na to, da sem delala dolg časa, zdaj zelo zgodaj zjutri. Ampak, tako da da sem imela tako počasno jutro in da sem našla parking. To je bilo ful lepo. Sam rekla si pa, da ni bilo časa za kavico. Ne, to pa ni bilo, ker sem si mogla lasi umiti. Ampak imam zdaj kavico. In se mi je zelo lepo pridružila ob skodelici kave na Metropolitan podcastu. Najprej bi te rada predstavila za tiste, ko morda ne vedo, kdo si. Čeprav smo tudi se o tem prej pogovarjali, da se eno niste vse posod pojavljate, ne? Ja, mogoče. Ampak gledamo te lahko na televiziji kot TV voditeljico. Pred kratkim si zaključila svojo kariero na Radio Antena. Pojavila si se že v parih videospotih in pa včasih si profesionalno plesala. Imam prav? Pa bi dodala še kaj? Ja, mogoče, tudi ko sem bila mlajša, sem bila majčkeno v igralskih vodah in mogoče ali ne mogoče se vračam malo nazaj. Res? Ja, ne znam še zares veliko povedati, ampak sem čez poletje delala eno projekt, ki bo prišel ven, ampak mogoče se malo nazaj v igralske vode vračam, kar mi je tako, ful sem vesela za to. A to ti je tak najbolj? To mi je res gušt. Vedno je bil ples glavna stvar, potem sem malo, igra je bila pa vedno potem v bistvu takoj za plesom, ne, ampak potem sem ples malo dala na stranski tir, o vodenju zares nisem nikoli sploh razmišljala, to ker nisem začela. Potem sem ugotovila, to mi pa leži, to mi je pa dober. Tako da v bistvu zdaj trenutno se mi zdi da igra je najbolj tako za dušo, v vodenju pa tudi ful uživam. Tako da to. Ampak itak se mi zdi, da greš v življenju tak čez par obdobij, ko se ti malo spremeni, ljudi menjaš, pa tudi kar imaš rad, ne? Točno to, ja. Mi v bistvu mi je zelo pasal, ker sem pa toliko časa v tej tekmovalni, plesni, temu svetu, obkrožena z istimi ljudmi, mi je toliko pasal nekakit malo ven v druge kroge, med sveža energija, to sem rabila, se mi zdi najbolj sveža energija, ker potem se mi zdi tudi čist neko drugo inspiracijo, dobiš zagon in tako, no. Ampak zagotovo pa kaj pogrešaš iz sveta plesa? Ja, pogrešam najbolj, tekmovanje v bistvu tekmovanja najbolj pogrešam. Pogrešam samo te nastope, recimo, mislim, na tekmovanju, ampak na tekmovanju moment, ko smo na odru. Ne prej, ne kasneje, ampak samo tako, to, ki si s svojo skupino povezan na odru, ljudje navijajo, to malo pogrešam. Pa sem tako nasplošno, da sem fizično aktivna, ker zdaj nisem bila toliko, kakor bi si želela. Ampak ja, mogoče to še najbolj pogrešam. Oder. Kar je smešen, ker sem še zmeram v bistvu na nek način na odru, ampak je drugače. Druga vloga. Ja, to itak. In pa ljudje, kot si rekla, da te obkrožajo drugi ljudje. Tako. Druge izkušnje. Ja. Ampak si plesno kariero zaključila zaradi poškodbe, a ne? Ja, v bistvu na nek način. To je pripeljalo do tega, da sem potem zaključila. V bistvu, ko sem se poškodovala, strgala sem si križno vez na kolenu. Klasična poškodba za plesalce. In valjda operacija, rehabilitacija pol leta, ampak takrat sem bila nekako na višku tega
svoje plesne, karijere, ne viš kot tako zagona in gremo in jaz sem plesalka in in potem je to nekako ustavilo in sem mogla pol leta sedeti sama s sabo, bila sem stara 17. Itak me že podkolt, ko se mi zdi par 17, 18, ona neke krize identitete, ne. Pa itak, ker je vse, kar veš, vse, kar veš, tako, to je cel tvoj svet, ne, neka stvar. In potem, kar naenkrat te stvari več nimaš. In sem začela potem razmišljati, kaj pa zdaj. Jaz sem vedela, da se bom nazaj vrnila, ampak vedela sem pa tudi, da nikoli več ne bo isto. Ker dejstvo je, da pač, ko se enkrat imaš poškodbo tako, pač ni več isto. In potem je pa glih, ko sem jaz počasi lahko nazaj začela plesati, je vam prišla audicija za Briljantino. Aha, no ravno sem te hodila vprašati, kdaj je Briljantina, pa kdaj je to bilo s plesom. Ja, direkt. In je takrat prišla audicija za Briljantino in sem bila tako, Briljantina, eden izmed mojih najljubših filmov, musicali, vse, film je dober. Sem odkovala, da se bom prijavila. In sem se prijavila na audicijo za plesalce, ker sem bila tako super, ne bom mi dovolj časa vzeli, tudi bom samo plesala. Zraven bom lahko še zmeram tekmovala, delala 4. letnik, sem bila glih takrat. In potem to je bilo januarja, sem jaz glih začela nazaj plesati, ker je bilo pol leta po poškodbi. In prva stvar, v bistvu, ki sem plesala zares nazaj, je bila audicija za Briljantino. In sem takrat to oddelala, sem bila sprejeta. In mi je potem na prvi vaji režiser ponudil vlogo, če bi kaj je videl, da sem imela neke igralske izkušnje in tako. In sem rekla, ja, valjda. Katero vlogo že? Patty Simcox, ta glavna navijačica. Skratka, bila je plesno-igralska vloga. Ni imela zares petja, ker nisem pevka. A to je tista scena, ko sedijo tam na klopeh, pa nagovarjajo ono? Ja, Okay. Ja, to. In na koncu me skoraj nagobati, ker hočem Danija, ta glavnega ukrasti. Una ta klasična ameriška tekstna navijačica, ki je predsednica razreda. No in takrat nekako potem, ko sem dobila to vlogo, je bilo več vaj, je bilo več vsega in potem na neki točki sem bila tako, mi je kar ratal malo muka hoditi na plesne treninge, ker sem nekako nisem več počutila toliko, kako ne zdaj rečem, pa nočem, ne duno to nesramno, ampak sem tako, nisem se več počutila toliko sprejete tam, malo sem se počutila, da sem nekje drugje, na eni drugi poti, kakor sem bila prej in se nisem več počutila toliko domače in potem sem bila tako, jaz mislim, da je to moj čas, da tekmovalno zaključam. In sem zaključila, še zdaj grem na kakšen klas, pa tako na vsakega časa, na kakšen workshop, če ne vem, kjer od teh koreografov, ki so mi pri srcu, pride v Slovenijo, z veseljem grem. Ampak nekako se mi zdaj bila Briljantina, je bil ta moment, ko sem prišla tja med tiste ljudi, sem začela delati to, kar mi je res gušt bil, sem ugotovila, to mi veliko več veselja in sreče prinaša, kakor tisto. In moram eno stvar spustiti. To je v bistvu kar en tak ponavljajoč vzorec v mojem življenju, če zdaj pomislim. Ravno sem razmišljala. Da imam 2 stvari, ki sta mi dobre, ampak če bom delala obe 2 hkrati, me bo pokopal, ne, in se nekako, moraš se za eno odločiti, ne. Ja, naj povem, da smo se prej pogovarjali o tem, da si zaključila svojo kariero na Radio Antena. In tudi v tem smislu, da si spoznala, da je čas, da narediš temu konec, da si se imela lepo, ampak da greš naprej, a ne? Točno to, ja. Bilo je nekako eno tako obdobje, zadnjih 2 leti, ko sem delala na Anteni, v bistvu v zadnjih 2 letih se je meni zgodilo vse. Mislim, zdaj že prej, kaj veliko ljudi je reklo, iz nič je prišla, sem prišla, kaj se je zgodilo, v bistvu se me že, ne vem, začela sem snemati reklame, začela sem igrati v stvari, ko sem bila stara 11 let, tako da v bistvu sem v tej industriji že kar nekaj časa. Na televiziji sem začela kot plesalka delati pri 15, tako, pač že nekaj časa to delam, sem že nekaj ljudi spoznala, ena stvar je vodila v drugo in tako naprej. Ampak vsaj na radiju je bil pa ena ta glavna, se mi zdi, odskočna deska, ker je bilo v bistvu zelo tako, iz danes na jutri, živo, a bi prišla na audicijo, ko sem jo videla v enem videospotu in so rekli, mogoče pa zna govoriti. In sem takrat še prav vem, da sem se vozila tja na audicijo in sem tako, pa kaj se to delam? Celo življenje so mi vsi govorili, da momlam, pa da prehiter govorim. Okay. In sem bila tako,
logično, da ne bo govorjenje moja služba. Pol. In evo. In sem prišla res tja, in je bilo v redu, in začnem jaz tam se uvajati, začnem delati, in pol kar naenkrat je bilo čisti snowball efekt in se je samo vse začelo dogajati. Tako da ta radio je res ena taka najboljša možna odskočna deska. Veliko sem se naučila, ker res vsak dan delaš in je, kada bi vsak dan vadil. Daj na televizijo to enkrat na teden. Tukaj pa res vsak dan 4 ure driblaš in tako definitivno ne bi bilo isto moja karijera, se ne bi isto zapeljala, če ne bi začela na anteni delati. A si bila na kakšnih govornih vajah? Na začetku ne. Na začetku ne? Bila sem na govornih vajah tako zdaj, pred pol leta. Ja, preden smo emo delali. Okay. Smo bili tako, tema mame. Za radio pa ne. Ampak je bilo, ne, za radio pa zares ne. Je res, da je tudi antena zelo tak sproščen radio. Ja, to je res, ne. Ja. Ni toliko zdaj uraden, da bi, ne vem kaj, kakšne govorne sposobnosti zares mogo imeti. Moraš biti hiter, to, da hiter razmišljaš, da ne ostaneš tih, ko ti nekdo ko te zabije, tako, ja. Da ne ostaneš pač tih, ampak da nazaj rečeš. So mi pa v bistvu glavna stvar, zakaj sem šla na govorne vaje, je bilo to, ker sem si glasilke uničila, ker sem nepravilno govorila, ker sem na grl govorila, ne s prepono. Okay. In so mi v bistvu zaradi tega dali, ker so mi vozlički naredili in pol smo mogli malo urgirati in osnova je bila to, da se naučim prvo sploh pravilno govoriti. A trenutno govoriš pravilno? Nekaj ne pol, ker se spomnim, veš, moram se tako. Eno je, ker sem na televiziji, pa ker stojim, pa se ful bolj zavedam svojega telesa na nekih teh variantah, pa na radiju, pa glih to bi problem, ker si ful sproščen. In kot da bi se pogovarjal. Ja, in tam na radiju je bilo veliko, to sem bila ker z Jakatom, sovoditeljem, sem bila itak ful dobra prijatelja, se še zmeram. In pač pozabiš včasih, da te sploh kdo posluša in pa, ko ga srečam. In mi reče, veš, kaj si govorila unam, in jaz sem tako, a to folk posluša. A me dejansko poslušate? Ker se čist pozabiš, a veš, in pa tudi tako, kar neki se deraš, kar neki čist privat začneš govoriti in to se moram naučiti, da tudi v privat pravilno govorim. Da ne bom hripava. Z dihanjem pa govoriš, verjetno. Z dihanjem pa tako moraš stiskati. Ja, tako moraš malo stiskati. Mislim, jaz sem glasbenica, tako da vem, igram klarinet in moraš pač iz prepone, a ne? Ker drugač ni šans, potem ne? je isto. Ja, Okay. ja. Bom probala zdaj. Ali pa mogoče ne. Ne vem, jaz probavam. Pa tako, srednje ratuje. Ampak je res, v bistvu na sceni si že dlje časa, karijera pa res mogoče v enem letu. Tudi v enem drugem podcastu si rekla, da je bil vzpon karijere v enem letu. Ja. Zdaj, takrat so se začele te stvari dogajati. Ja, dejansko konc leta 2020 sem jaz začela delati na radiju. In potem, to je bilo decembra, začetek januarja, pa sem že v bistvu dobila petek zvečer. Tako da skoraj v roku 2 mesecev se je v bistvu zgodilo vse in v petek zvečer je šlo tudi iz tega, nam si všeč, mi te hočemo, a si za? Ja, ok, sem za. In potem si se spet vozila in kaj je zdela? Ja, in potem je bilo tako dobesedno nič izkušenj nisem imela s televizijskim vodenjem. Bila sem na televiziji, nisem nikoli govorila na televiziji na tak način. Plesala. Ja, plesala. In pol je bilo pa, v bistvu od tega klica, kao, a boš do prve oddaje je bilo mogoče, ne vem, če je bilo 2 tedna. Niti to ne. Pač bilo je dobesedno wow, izvoli. Kar so tudi oni zelo tvegali, ker lahko bi se to zelo drugače končalo. Ampak ne. Tako da bi se bilo to v roku 2 mesecev in potem pa, veš, ko je pa na nacionalki oddaja v prime timeu, v petek zvečer, je pa itak se pa začne, pa so me opozarjali. Mogoče na začetku me je to še najbolj skrbelo, niti ni me toliko skrbelo, kako bom oddelala, ker sem vedela, da bom že, pač da bom sfurala. Bolj me je skrbelo to, ker so me vsi strašili, zdaj pa mediji, pa zdaj bo začeli to pisati, pa pazi, kaj zdaj tam delaš, pa kaj tam rečeš. V bistvu me je to bolj skrbelo, ker jaz sem stara glih 21 takrat, januarja imam rojsten dan. In pa na faksu sem bila še zmeram. Imela sem še pol leta faksa.
In sem bila takrat tako, ok, kaj zdaj vseeno izbrišem na Instagramu, več ne govorim. Kaj, a me bojo vsi raztrgali? Hvala Bogu, so me potem, se mi zdi, da so me tako precej lepo sprejeli ljudje, tudi tako mediji. Mislim, se nisem res dala materijala, da bi Ja. Ne. Nisi nekaj škandalozna. Mislim, se trudim ne biti, ne, ampak se zgodbe lahko napišejo tudi, če pač niso res. Ampak kakorkoli je bilo tako, v bistvu od decembra do februarja se je zgodilo vse. In potem je bilo celo leto 2021 je bilo tako, 2 sezoni smo oddelali. Na radiju sem začela zjutraj delati, ker na začetku sem delala popoldne. Silvestrsko oddajo smo gledali, ker smo jih imeli za novo leto 500,000 gledalcev v polnoči. Wow. Tako noro. Potem je bila takoj Ema naslednje leto. Pač res vse v enem letu, odkar sem začela, sem v bistvu vodila vse te, mislim, par glavnih dogodkov na televiziji, na nacionalni televiziji. Kar je... What? Kar mi je tako kar noro, no? V bistvu, ampak je šlo toliko stvari se je dogajalo, se mi zdi, da je šlo toliko hiter, vse mim, ne, vmes sem še diplomirala, vmes sem naredila izpit za avto, ja, vem, ful poznan, ampak vsaj naredila sem ga. In pol kar nekaj sem se tako decembra, vem, da sva sedela z mojim fantom in sem bila skoro tako, Kaj se dogaja? Kaj se je zgodilo to leto? A veš, ne, diploma je šla mene, sploh nisem šla na kosilo, mislim, kar pozabiš pol, ker rata ti vse tako, ok, zdaj se to zgodi, ok, kaj je zdaj naslednja stvar, ki jo delamo? No, si dobila diplomo po pošti? Ja. No, jaz tudi, tako da. Katastrofa. Dobila sem jo po pošti, šla sem iskati na Čopova na pošto in pa sem se odpeljala na Bled s fantom in sem jo na Bledu ob kavici odprla diplomo, se tako slikala in to so edine slike, ki jih imam. No, vidiš, še ta trenutek ti je bil v bistvu odzet, da bi te vsaj mogoče malo prizemljiv, da greš tja, da se nekaj dogaja, ne? Točno to, da imam tam nek moment, ok, tega je zdaj konc. Ker dobesedno je bilo pa itak, sem imela od 3 let, sem imela leto pa pol online in je bilo dobesedno samo tako, ok, zadnji izpit. Zaprla komp in to je to pač. In si dobila paket. Čist bizarno. Ampak da ti povem, ena moja sošolka, jaz sem se tako smejala, je pač isto dobila diplomo, tako mi vsi po pošti zaradi korone, ne? In se je šla slikati v ful lepi obleki, kot za maturantsko obleko, na pošto, pred vhod, pred nabiralnikom in se je tako slikala z diplomo in je napisala tak ful lep opis, hvala pošti za sodelovanje, hvala šola, da sem diplomirala, jaz sem zdaj tukaj in hvala za ta dogodek. Vrhunsko. Jaz sem se tako smejala, res. Pač to bi jaz sem pa še rekla, kao, šla se bom obleč lepo, jaz sem šla slikati pred faks, vse mi je, pač hočem imeti to sliko, da imam ajde red. In pol itak je šlo spet mim in pač je bila kar nekaj pol leta od tega in sem lahko kam zdaj hodila tja. Pa se je že faks začel in sem lahko ne morem medtem, ker so študenti, jaz sem pridet kao. Samal. Pač res. Pa še tako mi je bilo, zadnja pol leta sem itak delala že na radiju in sem imela skoraj vedno, tako je bil mikrofon, ka zdaj, pa sem imela pa klele računalnik odprt, pa Zoom predavanje, pa eno slušalkico sem imela noter, samo tako, da sem vedela, če me kaj poklica, da sem se mogla unmutati. Imela sem izključeno kamerico, valjda. Pa tako kao, ok, zdaj moram nekaj govoriti, ja, sonce je v Ljubljani, super je, dol, kao naprej predavanje. In sem pol leta, ene 2 izpita sem se tam na radiju pisala, v en drug studio sem šla pa. Noro. A so te kdaj poklicali, ko si bila v etru? Ja, so me. In pa so hvala Bogu, so moje sošolke pol krile zame. So tako, mena ni neki internet nadela, takoj pride. Pa si niso profesori prišli gar, da si v bistvu na radiju? Ne, jaz mislim, da ne. Ker takrat itak dosti zgodaj je še bilo in če nisi ali poslušal antene, ali gledal televizije, nisi zares vedel, pa tudi kakšno sem jaz gledala na Zoomu, nisem tako zgledala na televiziji, ne? Ja. Tako da, šele se mi zdi, pol, ker sem diplomirala, pol so tako recimo kakšni profesori, tako pogruntali, pa sem videla, to je pa mene. Ti si pa delala, Pa na televiziji sem te videla. Ja, posel si, sem tako, kje ste bili prej, ker sem rabila opravičilo za neki. A veš, kakšni so bili po moje, ko jim je to prišlo, ko so si pogruntali? To je ona. Ampak ja, noro leto. In ker ne neha se ta norišenca, kar zaenkrat mi je super.
Pa si se kaj obremenjevala, ker si bila mlada, pa si prišla, mislim, na nacionalno televizijo? Vedela sem, da definitivno bo nekaj tega, ker točno to bila sem stara glih 21, nisem imela nič izkušenj s tem, dobesedno iz ceste so me pobrali, ne. In sem razumela, da... Tako ni bilo. Skoraj. In sem razumela pač, da bo tukaj nekaj tega, zakaj pa ona to dela, zakaj pa ne nekdo drug, ki pač je bolj izkušen in vse. Ampak moram reči, da sem glih zaradi tega, ker sem odprej poznala ljudi, ki so v tem biznisu, sem dobila kar nekaj zelo dobrih nasvetov. Okay. In ljudi, ki so govorili iz lastnih izkušenj in kako se z vsem tem spopadati. Se itak pa nikoli ne veš, kako bo, vedno se moraš na lastnih napakah naučiti. Yeah. Ampak nekako mi je to ful pomagalo, da sem imela toliko ljudi okoli sebe, ki so me vodili. Pa da sem imela doma tak support system, da sem bila tako, tudi če me noben izmed vas ne vara, ne da mi je vse, ampak tako vem, kdo sem, vem, česa sem sposobna, vem, da imam doma ljudi okoli mene, ki pač me podpirajo, ki mi držijo nek sistem, da se ne bom zgubila, toliko easy. In me je mogoče to malo pomirilo, da niti nisem toliko razmišljala o tem, kaj si bodo zdaj mislili. Je pa dejstvo, da pač mlada punca v medijih, pa tudi v takih, mislim, kjerikoli službi, v bistvu, kjer je veliko moških, veliko starejših moških, je pač dejstvo, da boš prišel do kar nekaj, da se usrečil s kar nekaj neprijetnimi encounterji, ne. Mogoče sem se zdaj v tem letu, 2 letih, naučila malo bolj handlati razne komentarje ali pa... Jih dobivaš. Logično. Mislim, to je tako, se mi zdi res pač, ne glede na to, kako se punca obleče, kako zgleda, se mi zdi, da pač te komentarji bodo, tam si pa pač še toliko bolj izpostavljen. In mogoče, če sem bila na začetku tako, pač zdaj malo drugače reagiram. Ne zdaj, da se derem nazaj, ampak tako. Se mi zdi, če že v štartu postaviš jasno mejo, sploh v delovnih odnosih, mislim, s svojimi sodelavci, s svojimi kakorkoli, da potem tudi kasneje si mogoče pač je malo lažje. Ampak se mi zdi, že v štartu sem mogla biti zelo ne. Da na začetku postaviš. Ja. To je zelo pomembno, kjerkoli. Točno to. Tako da. Ampak tudi glede teh komentarjev, mislim, jaz jih dobivam pod videe. In to so mi tudi sodelavci rekli, v trenutku, ko boš dala sebe ven, z obrazom, se predstavila na internetu, pričakuj. Lepe in grde. In je bilo prav enkrat, ko sem se res zasekirala. En ful lep komentar, pač res ful, in pa vidim, en je replyju. Vse zdi so, pač vse kontra. In sem bila pač malo v krizi, ker sem se prvič soočala s tem, ne. Pa verjetno je bilo tudi za tebe. V bistvu, te komentarji so tako, meni so prva stvar, ki so mi vsi rekli, sam ne brati člankov pa komentarjev, ampak seveda, vala, da sem išla brati, ampak je res zagled za to, se mi zdi, da imam normalno, jaz sem veliko svojih insecurities, kako se temu reče po slovenski. Vsak jih ima. Normalno, ampak vseeno sem pa dost... Tako, pač se zavedam, česa sem sposobna, kakšna sem, kdo sem in tako naprej, da me pač kar malo zabavajo te komentarje. Okay, to so te od določenih portalov, ki so znani po temu, da pišejo take hecne članke s hecnimi naslovi in še bolj hecnimi komentarji. In potem, ko to vidiš, v bistvu mene je to najbolj presenetilo, da najbolj brutalne, tako jaz se nisem mislila, da ne predstavljam si, da take stvari nekomu rečeš, kaj šele nekomu, ki ga ne poznaš. To pišejo največkrat tako neke stare gospe. A veš, in tako klikneš, jaz grem vedno, če vidim recimo kakšen tak komentar, grem pač pogledati na profil, če mi slučajno, da me malo prizadane, grem pogledati na profil in sem tako, ureda je. Ker sem tako, veš, to so res neke stare gospe, ki ima svojimi vnučki, neko sliko profilo in jaz sem tako, mislim, a oni vejo, da njihova babica, pa kakorkoli take stvari, ker res to mene čisto me presenetilo, ampak
Po drugi strani pa tudi, mislim, itak so večino krat so to, mislim, je to samo projiciranje lastnih frustracij, ne, in me to niti približno ne prizadene. Eno je, da dobim neko kritiko, konstruktivno, če je, od nekoga, ki ve nekaj o stvarih, ki jih delam. Če je pa to nek random človek, ki še nikoli v življenju ni stal, ne ve, kako je stati pred kamero, kako je govoriti pred ljudmi, sem tako, v redu je. Ampak že to, da je imela profilko in da je objavljala, to je že wow, ker ponavadi komentirajo tisti Janezi 333. Direkt. To pa mi je brez profilke. Tako, ne vem. Kar naj. Ja, res, ker ne moreš ustaviti. Če si mogel dati ven, v redu. Res. Ne moreš tega, nikoli ne boš mogel, karkoli boš naredil, bo nekdo shajtil. Ja. Pač si bila ravno tike in je naletel na tvoj članek. Tudi to. Pa tudi kada imam jaz, najbolj so mi všeč te, ker recimo nek članek, pa napišejo, ne vem, neki v smislu, ta lepa voditeljica. In so tako, hvala, ful lepo, ampak pa so pa vsi komentarji, sploh ni tako lepa, kaj je z vami? Ja, ne vem, moja prijateljica je lepa. Nisem jaz tega napisala. Nisem jaz kriva. Sorry, nimam jaz nič s tem. Ampak smešen je to, ful. Ja. Res način ta komunikacije, ampak lej. Pa tisto si prej rekla, da si po moje ne bi upal sploh v živo to reči. Seveda, da ne. Da bi te srečali na ulici. Seveda, da ne. Hej, Melanie, nisi tak lepa. Pa tudi, cool, v redu. Ne, ampak tudi je tako, ker je, ne vem, folk, mislim, se mi zdi tudi, če te srečajo v živo, če te spoznajo in če si ti prijazen do njih, mislim, res moraš biti poln sovraštva, da si do nekoga, ki je prijazen do tebe, da si nazaj nesramen. Ker jaz tudi ne bom šel do nekoga in tako, živijo. Pa bom razumela, da bo on nazaj nesramen, ampak a veš, res moraš biti slabe volje, da si do prijaznega človeka nesramen. Ja, tako da, res. Me zanima, koliko od teh, kdaj je tazga komentirali, je prišlo na oddajo, pa je pol bilo. Ja. Oh my God, Melanie. Pa te ostavijo na ulicah. Malkrat me ustavijo, pač gledajo, fulkrat se zgodi, ampak jaz sem v bistvu tega ful ne opazim. Moj fant on to opazko, on je samo tako mena, ne sem videla to zdaj. Ampak ja, fulkrat so tako kakšne mlade punce, ampak je tako, ampak tako spoči s fantom skupaj, da hodimo. Pa njega fulkrat ustavijo. Res? Tako, ne, mene dvakrat je šel v trgovino nekaj kupati, nek nakit in so bili tako, a to je za Melanie? In on tako, ja. Ne povedati. Ampak tako se čutim poglede, kdaj. Me je tudi na vsake toliko časa, kdo dejansko ostavi, ampak se mi zdi, da so tudi ljudje se zavedajo, da če nekdo verjetno ali nekam gre, ali hoče svoj mer, niso zdaj kar tako, da bi hejžujo, ali lahko eno sliko. Tako da, zaenkrat sem imela same tako, encounterje, tako da. Verjetno ti tudi ni težko, da te ustavijo. Itak, da ne. Da ne bojo zdaj ne upali. No se je to. Pa mi pa sem skuno, vem, da me gledaš, slišala sem, da si rekla, lej, Melanie, dej, prid, ne bom, ne, ampak mogoče res včasih hodam tako, jaz se ne zavedam, imam malo ta resting beach face, mogoče, ker me je parkrat fan slikala, pa tako, ker sem samo nekaj jedla in res gledam tako. Puste me primer, nimam v redu od dneva. Ampak to sploh ni jaz sem čisto prvolja, ampak recimo, ko pa po centru hodam, imam pa kjerkoli, imam slušalke in sem čisto noter in tako hodam in tako gledam sam nekam naprej, ker mi je nerodan, gledati naokol in zares po moje gledam tako. Pa verjamem, da so ljudje tako, ko je tam Melanie nikla. Ampak obljubam, da sem prijazna, da je to samo moja faca. Potrdim, prijazna si. Veš, kaj me je še zanimalo? V bistvu zdaj tako vem, da si bila vpeta že ves ta čas v to delo, v televizijo, ples. A si upravljala kako študentsko delo še? Ja, full random. Delala sem v pasji pekarni. Res? Ja, ne. Wow. A imaš psa? Ne. Zato sem bila tako, to je tako služba, kjer ne rabiš zdaj ful delati, ker ipak je to tako zelo specifična publika, ki nakupuje v pasji pekarni. Hkrati pa skoraj si pridejo s kužki tja. In to so tako, veš, pa sem pač tam v službi bila,
ker nisem imela dela, sem pač nekje na računalniku, ful sem se učila, vmes, ko sem imela glih takrat izpitno, pa ful uškanih kuškov sem imela skozi v službi. Sanska služba. Sanska služba in sem delala to mene, ne vem, 1,5 leta sem delala v Pazi pekarni. Drugače so bili pa večinoma pač moj študentski job je bil dejansko pač to, da sem plesala na televiziji. Tako da... Nisi bila nikoli natakarica ali pa v trgovini z oblačili? Ne, ker mislim, da je bila, to večkrat rečem, da mislim, da je bila najslabša natakarca v življenju. Zakaj? Ker sem ne vem, da sem štorasta, ampak tako nisem najbolj spretna s temi stvarmi. Recimo, primer, včeraj sem bila zvečer na enem koncertu in jaz naročim za kolegico, ne vem, zase nek špricer, pa za kolegico veljamovko. In ona meni da to veljamovko, pač za šankom in isto sekundo, ki mi jo dala, sem jo po nesreči prevrnila, ker je bil plastičen kozarček, čist lahek in je ona samo tako me pogledala, samo vzela in še enkrat natočila in kao, v redu je, smo se tako... Prosti. To, ja, kenarca je bila po mojem najslabša na svetu, najslabša. V trgovini z oblačili pa mami skozi govorila, da bi mogla delati, ker mogoče imam malo težave z pospravljanjem oblek. Malo jih imam doma tako povsod. Je bila skozi tako, to bi te vsaj naučilo, da bi začela pospravljati. Pa mogoče, kako bi se drugimi pospravljala, pa bi začela sama pospravljati doma, bolj, ko bi te to motila. Čeprav ne vem, pa bi tam ful pospravljala. In bi bila doma še bolj tako Ja, vse to, tako da ne, zares nisem nikoli. Ampak, lej, zelo spoštujem vse ljudi, ki upravljajo, ki so v gostinstvu, sploh, ker to mi je tako. Ja, delo z ljudmi. In gostinstvo in tudi tako v trgovinah, pa tako, ko vidim, kako se ljudi, mene je vedno mami naučila potem, ko si sproba stvari, daš nazaj na obešalnik, nazaj daš, ne, pač ljudje kupe pustijo po tleh, to me krsko. Tako da vsaka čast vsem, ki to delajo vsak dan, cel dan, ker I could never. No, jaz imam izkušnje v gostinstvu, ampak sem potem s časom ugotovila, da mi je to kar malo pripomoglo k novinarstvu, ker sem pa le študirala novinarstvo, ker je bilo toliko nekih različnih ljudi in vsak ti je kaj povedal, si danes zasledila to, pa tudi včasih samo vremenu, ampak prav to se je zgodilo, tam imajo pa to, jaz si danes to prebrala, jaz si slišala in mi je ful pomagalo, tak neke druge zgodbe, ker se mi zdi, da v nekaterih medijih je bolj osredotočeno res na Ljubljano in jaz nisem iz Ljubljane in potem neke take zgodbe, ko si prav wow in to moram, in potem sem to delala naprej in je bilo ful dobro. Mi je res pomagalo, res. Verjamem, si vidim, da imaš čist drugačen, vse to ful ljudi rečeno, da bi vsak mogel vsaj enkrat delati v gostinstvu, da vidi, kako je. Pa da vsaj razumeš potem na takarice, ko imajo slab dan. Točan to. Pa mislim, da vsi, ki so delali kadarkoli gostinstvo, pa to vedno pustijo na pitnino, vedno tako. Ja, to pa res. Jaz tudi, naravno. Čeprav nisem delala. Ampak sem dovolj ljudi poznam, ki so delali, pa vem, kako so. Pa te še malo tak, dej pusti. Ja, ne, tako to pa res občudujem. Že sam to, da imaš, pa tudi prijazen natakar, ampak tako ti res lahko polepša dan, a ne? Ja, in je tako, pa tudi če pa nadrkan, pa si lahko vsaj ti nazaj prijazen, da mogoče njemu malo omilaš to, ker itak veš, da pač se mu ne da biti tam, kar, of course, velikrat se nam ne da biti na šihtu, a ne? Imaš slab dan, pa ne, se ti ne da biti glih živja. Ampak, lej, kar ko lahko narediš za to, da je drugmu malo lažji, tako, je super. Itek pa ti polepša dan, ko prinese dobro kavico. Exactly. Nočeš, da ti kdorkoli kaj plune v kavo ali pa karkoli. Kako kavo pa piješ? Z mlekom. Vedno? Več ali manj, ja. Zdaj sem probala, da sem bila v Italiji letos, kar veliko sem bila letos v Italiji, sem se malo navlekla, tam je tako kriminalne, če kavo z mlekom po kosilu naročiš. Ja. In sem začela malo... Neke ure lahko počino naročiš, potem pa ne. Ja, mislim, da nekih 12, po kosilu, skratka, nema više. In sem se začela malo tako, ampak samo to zares v Italiji. Malo je, ki še ne espresso ali pa macchiato, ampak drugače doma, ki si naredim ali pa naročim pa vedno kavo z mlekom. Koliko jih pa spiješ na dan? Ker sem delala zjutraj na radiju, sem spila
vsaj 2. Okay. Drugače pa načeloma 1, pa mogoče popoldne, recimo tako, če se dobimo s kolegi, pa to, da gremo na kavico, ampak imam dosti visok pritisk, tako da jih preveč ne smem spiti, ker drugače sem tako malo anksiozna. Tako da 1 do 2, mami, če ti poslušaš 1. Ne boš kregana. Ja. Okay, izvedeli smo, da si delala v pasji pekarni. To sem zdaj prvič slišala. Da si imaš to razstavo. Ja. Kako kavo piješ? Mi je bilo pa zelo zanimivo, zelo malo tako, kaj so zanimive stvari glede tebe. Nisem vedela, da si iz Prekmurja. Ja. Res ne. Ja. In verjetno že tudi zaradi glasu, ne? Ja, Mislim na glasa. Ja, Prekmurka sem. Cela moja družina je, vsi mi kicari smo Prekmurci. Doma gočimo, ja, z bratom, z mami, očem, vsemi. A je tudi zdaj v Ljubljani? Ja, Okay. skozi. Recimo, če me zdaj kjer kliče, bomo gučali. Res? Ja. Pa tako preklopiš? Ja, Wow. ja, ne vem, v bistvu, jaz sem bila ful majhna, jaz sem bila 4 leta stara, ko smo se preselili in sem v bistvu v vrtec šla tukaj. In je bilo nekako, se mi zdi, skoraj da sem se, dobro, se sem že govorila takrat veliko, ampak skoraj da sem hkrati zares prekmursko sem doma govorila, z mano so skozi prekmursko govorili vsi. Okay. V vrtcu pa to sem pa pač itak se začela, sem se pogovarjala s svojimi sošolčki. Ja. In sem pač v Ljubljani, sem začela njih kopirati pač. Pa Ja, privadiš se, poslušaš. Ja, navadiš se. In mi je bilo vedno tako nekako, se mi zdi, da se jaz sem bila najmlajša, jaz pač starejšega brata imam še, jaz sem bila najmlajša, ko smo se preselili, nelogično, in se mi zdi, da se mene najmanj sliši. Vsem se mi zdi, mičken sliš, Okay. pikica. Ampak meni se pa mislim, da se mi nič ne sliši. In pol nekako mi je bilo skozi to normalno. Meni je čisto bizarno, da se recimo bi z mojim bratom ljubljansko pogovarjala. To mi je kaj. Ampak je pa res mogoče, da sem mislim, dobra sem tako z učenjem jezikov, tako se mi zdi, da ful hitro lahko skinem na glase, ali tako slovenske, če se kaj hecamo, ali tudi pač tu jezike, angleščina, nemščina, tako se mi zdi, da imam ušes za to in mogoče je tudi to pomagalo pri temu, da se mi toliko malo sliši, da sem Prekmurka. Ampak imam pa še zmeraj pač babice, pa to tam. Ampak si ti ne predstavljam drugače govoriti. Ja, mislim, kar pride ena druga osebnost, svek da gočin. To vedno, ko se recimo z Niko Zorjan, ki je isto Prekmurka, ki se dobiva, mislim, nekaj se tako vidvaš na kakšnih teh nasnevanjih, pa to in samo preklopa in začneva gučati in so vsi tako, kdo je zdaj ta oseba? Sem tako kren alter ego. Kaj pa s fantom, pa verjetno v ljubljanščini? V ljubljanščini, ampak zdaj 4 leta smo skupaj in mi imamo skoraj vsak vikend pri nas pač večer, mislim, da večer je kosilo, pač družinsko. In se je on nekako, veš, ko smo pa sami mi domači, pa pač gočimo in se je on mogel prilagoditi, če je hotel razumeti, o čem se pogovarjamo. In on zdaj po 4 letih razume itak vse, ampak on je začel gučati. Res? On tako skine ful in kdaj ker z mano, on ker tako, zdaj bom gučala, gejs, ko ti delaš. Tako da, včasih sem tako, kar opazim, da sploh če mami zraven, pa kdo, toliko sem več sproščena z njim, da kar kdaj mu kaj prekmursko rečem, pa sem tako, ja. Pač čist je navaden, ker malo se je že to vse, veš, tako prepletel, morfiral, tako da on se je naučil novega jezika. Tako da super je. Smo ga on tebi zahvaliti. Ja, ni za kaj. Pa še ena stvar, ki me je presenetila, on je strojvodja, ne? Ja. V bistvu, ne vem, če poznam, lažem, poznam od prijatelja očeta, ki dela, pa ne vem, če je glih strojvodja, nekje tam, ampak ne poznam nobenega. Ja, v bistvu oni so ena taka skoraj da strojvodska familija, zdaj v bistvu oči je isto, ja, njegov. A tudi? Pa on pa zdaj še njegov brat. Tako da, v bistvu, ampak nikoli ni delal, prej delal, na muziklu so se spoznala, ne, mama Mijo so delala oba dva, tako da je bil tudi malo v teh vodah, ne, pa pel je, pa tako naprej. Pa v zdravstvu je bil,
Pa je v bistvu kar naenkrat pač se je pojavila una priložnost, kot pri meni, v bistvu kar tukaj je priložnost, aj boš to vzel, ja, ok, super, in je pač začel delati in mu je the best in ful je hudo, ker komorkoli rečeva, a pa mu reče tako, kaj, kako dober. Ja, ne slišiš tega veliko. Ja, in se tako, se lahko pilem daj s tabo. A si se? Tako, ne, nisem še se. Se še. In moj brat je pa tako huge fan vlakov, celo otroštvo, samo vlaki. In sem bila prvo vedno tako, ko mi čakam, da se ocelim, da ne bom rabila več o vlakih poslušati. Evo, me zdaj. Tako da njega je zapeljal, ampak tako kar kulski job. Ful. Ja, res. No, mislim, jaz tudi nisem več taka fanica, ker sem se ogromno prevozila, že v srednjo šolo, pa potem še na faks. Ampak wow, drugače, ki si spredi, veš, to imaš tako na razgled, pa tako na drugače. Tako je fora. Tako nam, fun fact je, veš, vedno je tako na conversation starter. On je strojvodja. Če ne veš, kaj se pogovarjati, on je strojvodja. Pa ko si vedno tako na kakšnih teh dogodkih, pa tako, kaj ga spoznajo, pa si mislijo, kaj ti tudi kaj delaš tako v medijih, pa to, in on je tako, ne. In tako, kaj pa delaš strojvodja? In je full over. Tako da je. Zasledila sem pa še, da sta pa oba dva velika ljubitelja morja, ne? Kaj bi živela tam, če bi lahko? Ja, res? Ja, takoj. Mislim, vedno imava v bistvu itak so oba dva zaposlena, tako da so zares pa zdaj precej omejena tako z dopustom, da sem imela 2 tedna na morju, ampak 2 tedna, ko sem imela dopusta, sem bila vedno na morju in hvala Bogu imava zelo podoben stil počitnikovanja, ki nama je všeč. Ja, ki izgleda tako, da se zbudiva ob nekih 10, pojeva zajtrk, spijeva kavico in potem greva dol na plažo, v senčki pod Borovci na ležalnik in sva do sončnega zahoda takole, vsak na svojem ležalniku s knjigo ali pa neki in tam, kad ti rata vroče, skočiš v vodo, se malo hladiš in na repeat. In 2 tedna delava dobesedno nič. Vse to je bistvo. To je dobro, ker se mi zdi dosta taka tipična slovenska in mi se skozi zabavamo, ker se vozimo na morje, pač če vidiš, da ima kolesa gor ali pa da ima trugo gor, avto, definitivno Slovenec. Ker vsi kolesa s sabo in mi smo bili vedno tako, pač z družino, v bistvu vedno še hodimo na morje, tako z mami, oči, brat, pa pač Marko gre zraven in ker smo vsi tako, damo si mir, ker vem, da znajo biti te družinski dopusti včasih stresni. Mislim, da imamo vsi mir, vsake svojo knjigo, foter s križanko in minimalno fizične aktivnosti. Tako da letos sem imela pa še celo ta projekt, ki sem ga delala, smo ga na morju snemali v Novem Gradu in sem bila v bistvu skos na morju. In je tudi Marko parkrat vmes prišel in je bilo tako, ta klima, samo to, da vidim morje in da tako voham ta morski zrak, to mi je... Se mi zdi, da mi da kar energije za cel let, da lažje preživim zimo. Mi smo imeli s družino, ko smo videli morje, do takrat je bil radio, ko smo pa zagledali morje, kaseta, Oliver Dragojevič. Itak. In jaz sem znala pač pesmi povedati, kera bo naslednja. Pač pesem se je končala in jaz sem zapela pač, kaj bo in je točno to bilo. In potem tista kaseta v eno se je ponavljala, dokler nismo prišli na morje. Res. In še zdaj, to se lahko zahvali Matijo, da sem tako ljubiteljica tudi zdaj dalmatinske glasbe. A ne, to so mi tako da best spomini. Vse karkoli povezano z morjem. Letos smo šli en dan smo šli na Drač odmo v Dalmacijo, vedno na morje, v ena in isti kraj že 15 let. Letos smo šli pa malo kao za en dan tako na en trip in smo šli do Vele Luke, tam, kjer je bil Dragojevič na Korčuli. In pa, ko vidiš kraj in mer in hišice in vodo, si tako, razumeš, zakaj pisal take pesmi, ker si kar tako, kaj se naješ? Tak zen padeš. Ja, včasih me kar kaj če sem tako vse neham delati tukaj? In grem kot Oliver. In grem tako Mamma Mia live živeti tako na otoček in sem tako, A si že bila na otočku? Ja, mislim, ful imamo... Ne, na Mamma Mia otočku. Aj, na Mamma Mia otočku, tam, ne še. Jaz pa. Res? S kolegicami smo šle iz srednje šole, ful. Skijato se nekaj tako zgane. Ja. Pa potem še Skopelos, ko je zraven, to je vse. Res, pet. Una cerkvica tam gori na vse, ja. Ampak
Meryl Streep je ful bolj lahkotno zgledala, ko je laufala po stopnicah, mi pa, ker je res veliko stopnic, res jih je veliko. Pa na Visu, zdaj drugi del so pa na Visu snemali, ne? Tako Ja. da si isto ful si, v bistvu še nisem na Visu nikoli, ampak si ful želim iti zdaj tja, ker se mi Ampak zdi, da pej je prvo v Grčijo. prav Res. Grčija, ne, tja. Res je bilo Skoraj da moram iti, razumeš, delala Ja. sem Mama Mio, No, lej. spoznala so se s fantom na Mama Mi, se mi zdi, to je tako obligation. Ampak veš, koliko prijazni ljudi, mislim, ljudje Res? tam v tistih restauracijah, vse te kličajo, kam, Ja, itak, itak. drinks, good food, ampak itak nas je bilo 5 punc, vedno smo se kaj oblekle, kaj tematsko, belo obleke. In prav, Slovenian girls, veš, še tako malo polomljena angleščina. Ampak vsi so nas poznali, mi smo sami šli tam in vsi so nas klicali, ampak je bilo top. The Še enega best. Grka smo jele, ki sicer pol ni izhajal za najboljšega, no, ampak nas je pelal nek klub, ampak ok, smo se imeli fajn. Vsaj to, Často ja. je pijačo, ok. Lej, you have it for the story. Tako. Ampak res je bilo dobro. Moraš, če boš imel Bom, res. Zdaj projektno delam, zdaj nisem več na radiju Ja, vsak dan. evo. Zdaj imam malo več dopusta, tako da zdaj se začnejo potovanja. Tako. Imaš tej edinstveno priložnost. Ja, res. A še imaš kaj takega, kar mogoče ne vemo vsi, kako posebno navado, mogoče pregreho. Pregreho. Drugače, glede na to, koliko sem, mogoče bi rekla zase, malo pa tudi mogoče bi ljudje okoli mene rekli, da sem malo deloholik, oziroma tako pač ne Ok. znam reči. Ne, res, zdaj ful se učim reči ne stvarem, projektom, ker nočem nobenega užaliti, nočem nobenega da bi izpadla tako, ne, to pa ne bi Mogoče na delala. začetku kariere, ne? Točno to, pa tudi vsi ti rečejo, kuj železo, dokler je vroče, ne si zapirati vrat, vzajmo vsako priložnost. Po eni strani sem tako ambiciozen kozorog, po drugi strani pa ni stvari, ki jo rajš delam kot nič. Jaz sem toliko rada doma na kavču, ali da gledam neko serijo, ali da knjigo berem, tako ob petkih zvečer. A ne gledaš v petek zvečer? Gledam v petek zvečer, to že moram, skoraj službena obveza, veš, da vidim, kaj delam, kaj govorim. Ampak tako, veš, a pa ne ob sobotah zvečer, a mi daš na izbiro, gremo ven od diskača, ali pa doma, sama, ali pa s fantom, doma. Fuler, res rada delam, sposobna sem tako ležati cel dan, nepremično in delati nič. Tako, ful mi je dobro. Imaš pa res črno pa belo. Ja. Cel dan delati, ko si bila na radiju. Vem, da si enkrat sem gledala tvoje storije, ko si povedala, pač, da od zjutraj, kdaj, od 15 do 5, pa do zvečer te ni bilo, ko si še snemala na RTV-ju, ne? Pa te dan ležiš. Wow. Ja, tako kolikor sem deloholik, pa tako res rada delam, pa res imam rada to, kar delam, sem tudi tako, zelo rada delam nič. Wow. Ej, ne bi rekla. Ja. Tako da nisem eden izmed unih ljudi, ki so tako, ne znam se ustaviti, ne morem počivati, ne, komu delam lahko in na dopust in delam nič in kle delam nič. Tako nimam zaenkrat še tega, če zdaj ne bom delala, pa bo ne vem kaj. Ok, samo to je dobro, da znaš odklopiti, ne? Ja, Ko to rabiš. Ampak tudi to, ne vem, če se bi, recimo sploh moj Marko, ne vem, če se bo strinjal s tem, ampak jaz bi rekla, da se zdaj učim odklopiti. Okay. Je pa tudi res, da so to veš taki poklici, se veš, tudi novinarstvo, pa to skozi iščeš, skozi opazuješ, vsaka stvar, ki se ti v dnevu zgodi, vsak človek, ki gre mimo, je lahko neka zgodba, ne? Ja. In ni to taka služba, da pač priješ domov in ugasneš. Tako, ja. Se pač skozi 24/7 pač razmišljaš o tem. To zna biti, se mi zdi včasih, in naporen in zate, in za ljudi okoli tebe, ne? Tako da. Veš, kje sem se jaz lahko čisto odklopila? Na Jadrnici. Ker tam pa pač res. Ja. Telefon daš itak dol, skiper ti reče, ni elektrike, in pa si šparaš telefon za to, da boš lahko posliko. Ja. In res šli smo s fantom in z njegovo družino in sam telefon je bil dol, ok, ful lep zalivček, poslikala Slika, ja. in potem res sam odklopila. To je pa ena stvar, ki Res. si jo pa jaz toliko želim. Nikoli še nisem bila na Jadranju, bila sem že Še tako nisi? na Jadrnicah, potom pa nikoli tako, da bi za dlje časa šla na Jadranje. Jaz sem bila en teden. In meni je to tako, to je pa ena, ki hočem zdaj res v kratkem, ker to mi je pa... da bi bila sem tako na Jadrnici en teden, 2 tedna, kakorkoli, to bi mi bilo, to mi je tako...
v kratkem hočem, si želim tak dopust. Točno to pa mislim, da se pa res odklopiš, pa tišina, pa lepa voda, to pa mi je. Ne, moj fant je skipper. Girl, bravo. Čestitam, lepa. Ne, ampak res, šli smo tako, da si mal na boj, ali pa pač sam privez, mal pa pač v marine. In je res tisto tako ravnovesje, da si čisto vklopljen, pa greš pa mal pa v mesto, pa kaj dobrega pojesti. Pa to je, da besuno daš, da je fun skipper, pa to je, da ne rabiš imeti enega random. Pač. Tako je. Ker meni je pa to vedno malo bizarno, a to so polno, da si kao prijatelj, a se to tako kao ignoriraš? Ne, no to si pa res, evo, to je naslednja stvar, ki vna res si želim, tako na neko jadranje. Teda mama mi je otoček, jadranje, vis tudi vna lepa, pa gremo na mesta, veš, ampak to so ti relaxing dopusti. Ja, se res. Si kar zasanjala. Ja, da sem lahko tako, veš kaj, zdaj jesen, ne? Res sem si blažen, še septembra sem bila na morju, ker smo še snemali in sem še, ne vem, 10. september je bil, sem se kopala, sem se sončila, in zdaj sem pa tako, zdaj pa res se ne morem več delati, zdaj poletje, zdaj pa, jesen. Instagram je še lahko malo poletni. Pa zdaj sem bila v Milanu in je bilo tako, ne vem, 24 stopinj in sonce in je bilo tako, wow, ko smo še oblekso nosila in vse. In pa sem prišla nazaj v bundi. In v dežju. Tako. Ampak lej, vsaka sezona ima svoj čar. Tako da zdaj pa greva na kratek izivček, ki ga verjetno veš, da je, ker si rekla, da si poslušala moje podcaste. Tako veš, kaj moraš narediti, ne? Ne, da mi še enkrat razložiš. Jaz bom začela povedati. Ja. Mislim, jaz bom začela govoriti, ti pa dokončaj povedati. Ja. Ušlo? Ja. Okay. Ljudje, ki me dobro poznajo, pravijo, da imam skozi ful energije. Ne, narobe, ne da imam skozi ful energije, ampak da se ne ustavim. Da sem tako, skozi gre. Da skozi gre. Okay. Ja. Se mi zdi, da to velikrat mi reče, kako ti to, kar narediš vse. To da mogoče to, upam, ne vem. Se nema, je to dobra stvar, je to slaba stvar. Kakor kdaj, ampak tako. Kakor ne. Se mi zdi, da to si pravi, kako ti to sploh narediš vse. Ne vem, iskreno, včasih ne naredim. Tudi to je okej. Danes večer bom. Kaj dam v petek? Danes večer bom gledala v petek zvečer. Ampak res bom, kot celi sem bila zvečer na enem koncertu, tako da danes sem verjetno res doma in gledala v petek zvečer. Najraje se posladkam. S sladoledom. Kako kus? Ful različno. Nisem tako eden izmed unika vedno isto. Ena taka klasika je vedno srečatela. Drač poligram rade kakšen mango. Pa tako. Torej nisi sam čokoladni? Ne, odprta za možnosti. Nikoli pa ne naročim samo čokolade. To nikoli nisem razumela. Ful mi je overrated. Sam čokolada. Okay. Ne maram, pa ne res, da sem čokolada. Ne maram rozin. Res? Ja. Okay. Jem vse. Dobesedno sem tako najmanj izbirčen jedec ever. Ampak rozin pa res ne moram. A kuhaš kaj? Se trudim, ampak zares. Zdaj so, glih pred kratkim sva s fantom sprejela odločitev, da ne bova več naročala hrane in ne bova več od zunaj ven hodila jest, ker pač preveč zapravava za to in zakaj, če si doma skuham bolj zdravo, boljš in direkt količino, zakaj si ne bi, tako da zdaj sva začela malo doma delati, ampak ja, on malo več, jaz sem tako malo. Se učiš, se trudiš. Učim se. Volja je zdaj tam, ker prej niti volje ni bilo. Ok, to je napredek. Zdaj je volja tam, tako da we'll get there. Ko sem bila otrok, sem bila zelo razposajena. Ja. Vse si še zdaj. Ja, vse sem še zdaj, se mi zdi. Vsi so se mi zdi, da vedeli, da bom tako neki... Tako sem bila glasna. Mogoče sem bila malo tečna. Tako, ker sem bila še dojenček, sem bila kar... Ja. Moj brat je bil pa zelo tak miran, pa tako prijatno. Spal. Ja, spal na čjoku, jaz sem bila pa... Mam je rekla, kad si prišla ven, že po poti si se drla. Si prišla ven, si se drla. Tako da sem bila zelo tako...
Froc. Pa tako, vedno sem imela taka ful rdeča lička. A res? Ja, pa taka malo bolj čabi sem bila, ko sem še čist mehna bila. Tako da sem bila taka kmečka deklina z rdečimi lički sem zgledala. Kako lepo. Na televiziji si najraje pogledam? Kakšno zabavno oddajo. Ja, rada imam tako pogovorne tako, da so kakšni zabavni intervjuji, ker se mi zdi, da ne vem, tako rada zvem več o ljudeh, ker včasih samo poznaš faco od nekoga, pa te malo zanima vsebina za njim, ker zares na televiziji, se bi rekla, da rad serije pa filmi, ampak to gledam ponovadi na kompu. Aha, ok. Na teh streaming device. Bravo za natančnost. Ja. Drugač pa itak serije, filmi. Normalno. Pa tudi kaj tujega pogledaš? Ja, v bistvu, itak se mi zdi večino tujega, pa dobro, sploh filmov pa serij, se mi zdi ful gledamo, itak večinoma tuje. Čeprav je pa res, da skoraj da vsako serijo in slovenski film, ki prije ven pogledam, že isto z muziko, ampak sploh serije se mi zdi, v zadnjem času so se Slovenci res smo začeli delati jih veliko in tudi dobre. Pri filmih je zdaj malo drugače, ko jih ne vidim, ki jih velikrat moraš iti v kino gledati, ali pa neki niso toliko easy dostopni včasih od doma, ampak vse si pogledam tudi slovensko produkcijo. Lepo. Ker se mi zdi, da je treba to podpirati. To bi mogli več, ja. Ker se mi zdi, veliko ljudi sam reče, to slovensko je tako vse, kar nekaj, pa sploh ne pogledajo. Ja. Pa na koncu pa samo zaradi tega, ker piše Netflix v kotu, še ne pomeni, da je dober. Veliko je tudi tam, ne. Mislim, ni nujno, da če je tuje, da je dober. No, vse to je zelo podobno. Meni je enkrat en sošolc rekel, ne bom zdaj skupine izpostavljala, ampak da oni njemu niso všeč. Pa sem bila tako, ok, sprejmem, si jih že poslušal? Ne. Ok, in pol prije, ne, pa mislim, da sem mu še rekla, daj povej, ko jih boš pač slišal, pa po možnosti v živo. Ja. In prije čez nekaj časa, sem bil na koncertu. In? Ja, ful so dobri. Ja, pa sploh za muziko, ko se mi zdi, so itak ta nova generacija, pa če zdaj res ga harajo, no, mislim, Jokerji, Murphy, Serčič, mislim, tako, ful imamo hudo in kvalitetno muziko, ki delajo mladi. Pa upajo si, meni se zdi, da grejo malo izven okvirjev. Ja, in tako, in vse, ne samo, da je muzika, je kompletno vizualna podoba, pač hude hude producente imajo, ki so neki mladi, ful kreativni, hude ljudi, ki jim delajo vizualno podobo, tako. Vse v paketu. Res, pač ful se to prebuja in se mi zdi, da so tu začeli to ljudje opažati in da so tako, vsaj glede na kako sem videla na koncertih, v Križankah, na Jokerjih, včeraj sem bila na Murphyjih, v Ortotu, tako, ljudje so začeli appreciatati to in že dolgo nisem videla, da bi fani, mislim, oziroma ljudje, pa da bi bili toliko različni ljudje, ni to samo mlade punce, ampak tako toliko različni ljudje in da bi na tak način podpirali slovensko in tako navijali in bili tako, yes, lepa. Jaz sem tudi bila v Križankah in tam sem imel od starejših gospe do, ne vem, ko so bile stare, 14-13 let, res, vse je bilo. In mi je ful cool, da se je začelo to tako in razvijati in da so začeli Slovenci končno opažati, da ni vse, kar je slovensko, pa ni tako dober. Meni isto, ja. Tako da, ja. Kar je v bistvu itak se naša oddaja nekako to dela petek zvečer, ne, slovenska muzika in stara in nova in stara v novih preoblikah in tako, ne. Meni je ful dober, ker drugi izvajalci izvajajo druge pesmi. Ja, pa tudi njim je to pol tako je malo dogaja, ker eno je, da ti prija svoj komad pet, ker si ga že stokrat odpel, pa tako. Klej pa tako na čist nek druga vrsta tako excitementa, se mi zdi, da čutijo, ker pridejo itak ena redkih oddaj, oziroma če nismo skoraj edina, kjer dejansko uživo pojo in uživo band igra, ne, to je pač na matrico 5 je nekaj, ampak da pa prav imaš ti 12-stranski band, je čisto en drug feeling in vsi zaradi tega se to kradi, pa tudi vrače, pa to, ker so veseli, da je končno slovenska muzika spet dobila tak prostor na televiziji. Ja. In da je to bolj dostopno ljudem. Imaš velikih, sploh ne bi poznali veliko teh komadov ali pa tako izvajalcev. Pa jih pa vidijo in so tako, kako tega prej nisem videl. Ne? Zakaj? Ja, tako da. Je ful dober. To so sicer kratka vprašanja. Ja, sorry, jaz sem se kar razgovorila. Ni panike, to je meni ful všeč. Imam še tole, ko vem, da ti bo težko odgovoriti.
Najljubši koncert, na katerem sem bila. Ali lahko rečem 2? Lahko. Ok, Maneskin pa Harry Styles. Vedela sem. Ja, itak. Ne morem se odločiti, ker se počutim da bom enega pa drugega ožarla. Harry je bil tako zaradi tega, ker Harry mi je itak tako... I love, res ga imam rada. Moja sestrica ga obožuje. Pač res ga imam rada, res mi je tako, vse na njemu mi je, mislim tako, kaj dela, res dober. Pa Wembley, 100,000 ljudi, res izkušnja. Maneskin, to je bilo to pa v prvi vrsti. Moj fanto je dal kepco, model Damjanov. In je bilo pa tako, je bil pa čist nek drug experience. To, ki je bilo pa, kaj je bilo v Italiji, je bilo v Veroni, pred domačim občinstvom. Bilo je na začetku turnej, pač res ena taka energija je bila v zraku, da je bilo tako, res nepozabno. Tako, to sta bila moja, pa to je bilo vse zdaj letos. A spet, vse se zdaj dogaja. Eni v aprila, eni pa tako junija. Jaz sem tako, kaj ne zdaj delam s svojim lifeom? Da grem domov iz Čeherja in da sem tako, kaj pa zdaj? Se ima zdaj novo turnejo, tako da. Ja, direkt. Mi dve sestrice imamo karte. A greš ta? Ok. Ja, v London. Jaz jih moram še kupati. Ne moram, ne. A veš, kaj vem, da polka bo prišlo leto na okolj in po koncerti bom tako, zakaj nisem kupila? Ja, to je res. Bolano bo, ful bo dober. Ok. Ko mi čaka? Tako da 2 koncerta, evo. Zdaj pa še zadnja. Želim si več. Želim si več sočutja med ljudmi. Želim si, da bi bili, ker hodila sem reči ljubezni, ampak se mi zdi, da sočutje itak, če si ti sočuten, oziroma da... Eno z drugim, ja. Empatija, mogoče empatija. Malo več empatije. Ker se mi zdi, da bi potem vsi malo drugače se obnašali drug do drugega. Zelo lepo si zaključila. Ja. Zelo lepo. Ker malo tako. Ker smo se umirila. Ja, ne. Ampak je. Ful dobro. Hvala ti, ker si se mi pridružila ob skodelici kave. Upam, da si uživala. Ja, zelo pa da še kdaj ponovimo tale klepet. Jaz sem se imela zelo lepo. Jaz tudi. Hvala ful.